Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je Marjan Platiše, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Dober dan. Gospod Platiše, povejte nam, veterani ste pred dnevi zaključili tradicionalni literarni natečaj. Kakšen je bil odziv letos? Letos zaključujemo že 9. literarni natečaj pod naslovom Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije, v katerega vključujemo vse osnovne šole v občinah Idrija in Cerkno in s katerim povabimo učence zadnje triade, se pravi učence 7., 8. in 9. razredov, da raziskujejo in pišejo literarne prispevke na temo dogodkov iz osamosvojitvene vojne, ki so se odvijali na območju občin Idrija in Cerkno. Kakšen je bil odziv letos? Letos se je na razpis odzvalo 23 mladih avtorjev iz vseh osnovnih šol, se pravi Črni Vrh nad Idrijo, Cerkno, Idrija in Spodnja Idrija. Število v 9 letih sodelujočih pa je najbrž že kar veliko. Ja, nabral se je kar zajeten kupček teh prispevkov, ki jih vsako leto objavljamo v teh zbornikih literarnega natečaja in skupno število prispelih prispevkov je okoli 250. In vsako leto imate tudi nekaj nagrajencev. Kateri so letos? Ja, letos torej strokovna komisija, ki jo vodi Zorko Velikanje, vsako leto prebere pozorno vse prispele prispevke in oceni, kateri prispevek iz posamezne osnovne šole je najbolj ustrezal kriterijem, ciljem in namenu tega literarnega natečaja. No, tako je bilo tudi letos. Je komisija izbrala najboljše prispevke in v osnovni šoli Idrija je ta prispevek napisal Gal Kržišnik, v osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo Nika Mravlje, v osnovni šoli Cerkno Zoja Pavlin in v osnovni šoli Spodnja Idrija Julija Rupnik. Tem otrokom ne zmanjka? Tem otrokom ne zmanjka. Običajno so se otroci doma pogovarjali starši, starimi starši, sedaj pa seveda se generacije pomlajujejo in največkrat njihovi starši že niso več sodelovali v teh dogodkih, tako da pravzaprav prihaja čedalje bolj do izraza njihova raziskovalna žilica, da pač za pogovore zaprosijo znance, prijatelje, sovaščane, ki so sodelovali v teh dogodkih v osamosvojitveni vojni, se z njimi pogovarjajo in na podlagi teh pogovorov potem to oblikujejo v obliki literarnega prispevka. Večina literarnih prispevkov je v prozni obliki, je pa nekaj avtorjev oziroma avtoric se odločilo, da so na to temo napisali tudi nekaj verzov. Če izvzamejo dogodke v Črnem Vrhu, potem na območju Idrije in Cerknega pravzaprav ni bilo večjih spopadov med obema vojskama. Drži. Na območju idrijske in cerkljanske občine ni bilo stacioniranih večjih enot jugoslovanske armade, razen ta enota, ki je varovala skladišče orožja v Črnem Vrhu nad Idrijo. So se pa odvijali za takratne razmere pomembni dogodki, kajti skozi naši dve občini vodijo nekatere pomembne komunikacije in na vseh teh komunikacijah so enote teritorialne obrambe postavile barikade, ki so bile branjene tako z živo silo kot tudi z minsko-eksplozivnimi sredstvi in na teh barikadah tudi nadzorovale promet in morebitne premike enot Jugoslovanske ljudske armade na našem območju. Tako je bila na Idrijskem postavljena barikada v Zali in pa v Govejku, na Cerkljanskem pa pod Kladjami in pa na Želinu. Tudi sami ste bili aktivni udeleženec vojne za Slovenijo. Danes, ko prebirate te spomine drugih preko otrok,
Preberete kdaj kaj takega, kar še sami niste videli? Ja, marsikater dogodek seveda je tak, ki je zelo zanimiv. Veliko je osebnih spominov, osebnih doživljanj tistega časa. Takrat, ko smo vstopali v vojno, je bila prisotnega veliko strahu, prisotna je bila negotovost, skrb za življenje in zdravje vseh udeležencev, pa tudi seveda njihovih družinskih članov, njihovih družin. In iz teh prispevkov marsikdaj veje, ta zaskrbljenost, ki je takrat vladala med vsemi nami. Nismo vedeli, kakšen bo izid. V vojno smo šli, ali se bomo živi in zdravi vrnili, ali bodo naše hiše take, kot smo jih pustili, ko smo šli, pa nismo mogli vedeti. Na srečo se je razen te eksplozije v Črnem vrhu, ki je povzročila tudi veliko materialne škode na objektih v sami vasi, vse drugega slabega tu ni zgodilo. 250 zgodb, večina teh pa pravzaprav ne govori o velikih premikih, o oficirskem, o štabnem delu, o organizaciji, strukturi teritorialne obrambe takratne, ampak najbrž večina govori o majhnih zgodbah, majhnih ljudeh, ki so pa še posebej dragocene. Ja, tako kot sem rekel, to so osebne pripovedi in recimo učenci iz Črnega vrha skoraj vsako leto napišejo kakšen sestavek o tej eksploziji. Drugi spet pišejo o tem, kako so starši zaključevali mature na srednjih šolah in kako so se prebijali do centra, do večjih centrov, kjer so bile šole, preko teh barikad in tako naprej. Tretji spet pišejo o tem, kako so mogli zaradi vojne preložiti kakšno poroko. Četrti, kako so njihove mame peljali v porodnišnico, kjer so rodile takrat svoje otroke in podobno. Nekaj je pa prav tako dogodkov, opisanih dogodkov iz posameznih delovanja posameznih enot, njihovih premikov, njihovih bojnih položajev, ki so jih takrat zasedale in podobno. Tako da je zelo pester nabor teh tem, ki jih učenci obravnavajo in opisujejo. To bo vsekakor zanimivo gradivo za proučevalce v prihodnjih desetletjih, ko se bodo ozirali po ključnih dogodkih v času osamosvajanja. Vsekakor, in to je v bistvu tista dragocenost tega literarnega natečaja. Vas kdo v državnem merilu posnema? Veliko posnemovalcev zaenkrat nimamo. Je bil en poizkus, da bi na nivoju celotne države organizirali en tak razpis, ki pa potem do zdaj še ni bil realiziran, tako da, kolikor je meni poznano, smo eni redkih, ki se poslužujemo tega načina sodelovanja z osnovnimi šolami in tega načina prenašanja izročil osamosvojitvene vojne na mlade. Kje lahko občani dobijo to knjižico? Ta knjižica je na voljo na sedežu območnega združenja. Razdelili smo jo vsem sodelujočim v javnem natečaju. Nekaj izvodov damo vsaki osnovni šoli in pa nekaj izvodov damo vsem našim inštitucijam, se pravi knjižnicam, muzejem, tako da ostane nekaj tudi za ljudi, ki bi želeli posegati po taki literaturi. Kako naprej? Torej, kot sem uvodoma rekel, je bil letos 9. in drugo leto organiziramo 10. jubilejni literarni natečaj. Kolikor smo začutili razpoloženje vodstev šol in mentorjev na letošnjih podelitvah, ki smo jih imeli po osnovnih šolah, so zainteresirani, da bi to sodelovanje teklo tudi v prihodnje, tako da skoraj zagotovo lahko napovem tudi 10. jubilejni literarni natečaj. Lepo. Sicer se pa ukvarja vaša veteranska organizacija z marsičim. V javnosti ste najbolj znani v zadnjih tednih po načrtih za preureditev spominskega parka ob sotočju Idrijce in Nikove. Nam lahko o tem poveste kaj več? Res je.
Na sotočju Nikove in Idrijce so takrat na proslavi ob razglasitvi samostojne Slovenije 26. junija 1991 postavili drog, na katerem je v Idriji prvič zaplapolala slovenska država, slovenska zastava, se opravičujem, in pa posadili lipo v čast samostojne države. No, potem smo veterani leta 2011 v tem predelu postavili spominsko obeležje, ki ga je takrat sprojektiral pokojni arhitekt Silvije Rep. In že takrat je bila ideja, da bi celotno to območje uredili kot spominski park osamosvojitve Slovenije. No, lansko leto smo k tem pristopili malo bolj celovito. Projektanti so nam izdelali idejni projekt, na podlagi katerega bi to območje v celoti uredili, tako da bi bilo dostopno in vabljivo tudi za širšo javnost, za otroke, za mlade družine in seveda, da bi ta spominski park lahko ponudili tudi kot sestavni del turističnega produkta mesta Idrija. No, z veseljem lahko rečem, da je pristopila k temu projektu tudi občina Idrija, ki je nekako prevzela investitorstvo nad tem projektom in zato se županom in podžupanom že vnaprej zahvaljujem, ker je projekt precej obsežen, bo trajal nekaj let. No, v letošnjem letu pravkar poteka obnovitev tega droga, na katerem visi slovenska zastava, tako da do dneva državnosti bo ta drog prenovljen, statično in pa tudi znova prepleskan, prebarvan in da bomo na predvečer dneva državnosti na ta drog ponovno obesili slovensko zastavo. Nadaljevanje tega projekta bo potekalo v naslednjih letih, predvideva se pa ureditev dostopne poti do spominskega obeležja, neka zasaditev neke žive meje ali pa postavitev neke ograje ob bregovih Idrijce in Nikave, tako da bo varno tudi za otroke. In pa okoli te lipe bomo izdelali in postavili eno tako krožno klop, na kateri bodo lahko obiskovalci tudi malo posedeli, se tam kaj pogovorili in uživali, skratka, tisti zeleni park v Idriji. In se sočasno tudi spomnili na pomembne dogodke. Tako, to je namen, da pač bodo lahko, obujali spomin na tisti čas, ali tako, da bodo se ogledali spominsko obeležje, ali pa tako, da bomo lahko tam dol pripravljali tudi različne prireditve na temo osamosvajanja Slovenije. Gospod Marjan Platiše, prav lepa hvala za obisk v našem studiu in za pogovor. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.